Kaj pa z vidika dolgotrajnosti, dolgoživosti in seveda v tem primeru trajnosti tovrstne toplotne črpalke? Toplotna črpalka sama po sebi predstavlja zelo zelen vir energije. Prvi zato, ker pretežni del toplote potrebne za ogrevanje vzame iz okolice, v tem primeru iz podtalne vode, ki mora biti seveda ustrezne kakovosti, in zgolj manjši del energije porabi električne energije. V primeru hiše, v kateri smo sedaj, lastnik to električno energijo pridobiva s sončnimi celicami, kar pomeni, ima praktično zastonjno ogrevanje. Zdaj, kot smo videli, glede na svojo stroko je tale lastnik zelo vešč upravljanja raznih pametnih inštalacij, ampak kaj pa nekdo drug, kaj pa recimo kakšni otroci, vnuki, ki pa ne bodo tako čez ene par let, a bodo potrebovali potem kakšen tečaj upravljanja? Že v fazi snovanja smo se potrudili, da bo toplotna črpalka enostavna za uporabo. To pomeni, z intuitivnim pristopom vsakomur, ki so blizu, tako tablični telefoni, tablice in podobno, bo zelo hitro osvojil osnovne korake upravljanja toplotne črpalke.